Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Maja Makovec Benčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, ki na listi stranke SMC kandidira za predsednico države, še vedno ni odstopila kot ministrica, čeprav bi se to spodobilo. Jaz sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo VV Faktor. In kot že veste, resnica boli, komentarji še bolj. In ni vseeno, kdo kaj reče. Danes bomo za vas komentirali, nastaja nova liberalna stranka imenovana Prstan. Začasno jo vodi finančnik, psiholog in publicist Blaž Vodopivec, ki mu zato nekateri mediji že pravijo gospodar prstanov. In vas prijazno spomnili, da je nova Miss Slovenije Maja Zupan prva uradno najlepša Slovenka, ki je zmagala na Miss Slovenije ob igranju državne himne. Nova liberalna stranka, ki nastaja v Sloveniji, se imenuje Prstan. Njen začasni lider je Blaž Vodopivec, ki ga poznamo kot finančnika, psihologa in publicista. Je pa to pravzaprav že šesta politična stranka, če pustimo ob strani več obskurnih poskusov ustanavljanja tako imenovanih liberalnih političnih strank, po LDS, Zares, Pozitivni Sloveniji, Zavezništvu Alenke Bratušek, Državljanski listi Gregorja Viranta in Cerarjevi stranki SMC, ki sebi še danes pravijo liberalne. Gre pa tudi za celo vrsto istih ljudi, ki se sprehajajo skozi vse te liberalne stranke. Torej, kakšna usoda čaka stranko Prstan? Z nami sta Bernard Brščič, politični analitik in stalni komentator oddaje VV Faktor, in tokrat ekskluzivno je v studiu tudi Blaž Vodopivec, začasni vodja liberalne stranke Prstan ali gospodar prstanov. Pozdravljena. Spoštovani gospod Vodopivec, vi ste danes imeli tiskovno konferenco, neko prvo tiskovno konferenco ob predstavitvi vaše stranke, a drži? Tako je, mi smo imeli danes tiskovno konferenco, ker smo predstavili naš program za področje privatizacije. Spomnili smo se, da je 2,5 leti že od tega, odkar je 12.000 Slovencev, od tega vrsta znanih, podpisala peticijo za privatizacijo. Ta peticija je postavila dobro diagnozo in dobro terapijo za gnilo stanje v tem slovenskem državnem kapitalizmu, ampak nažalost se nič od tistega ni uresničilo. Cerarjeva vlada je privatizacijo ustavila, tako da nič drugega kot nova stranka ni ostalo. Se strinjam. Predno preidemo recimo na te teme, imamo še dovolj časa za ta pogovor. Povejte, zdaj, danes je bil, oziroma danes je, 12. september. Zdaj, vi ste ustanovitev te stranke napovedali, mislim, da že za maj ali junij, ne? Zakaj se je zgodila zdaj ta zamuda? En problem je, ker smo liberalci, pač individualisti in se zelo težko poenotimo na neki skupni platformi, vsak je mal na neke nijanse vsekan, ampak uspeli smo neko skupino z neko definirano platformo oblikovati, nekako smo se uspeli uskladiti, da detajli niso tako pomembni, ker je v Sloveniji v tem velikem planu tako veliko narobe, da bo še veliko časa za detajle razčiščevati. Ampak še to mi zdaj povejte, zdaj jaz sem vas tukaj predstavil kot nekega začasnega liderja te stranke, pač v javnosti tako figurirate, tako nastopate, ampak zakaj recimo niste doslej še predstavili, ne vem, predsednika stranke, pa vsej bodočega predsednika stranke, zdaj menda to boste vi ali ne boste vi, to zdaj jaz točno ne vem, ne, slišijo se različne informacije, krožijo se pač različne te zgodbe, govorice in tako dalje, ampak zakaj recimo konkretno nimate še predsednika stranke? Ker se veste, zdaj, te stranke so bolj ali manj personalno zelo pač vezane na neko določeno osebo. Ja, v Sloveniji je vrsta ljudi, ki bi v bistvu to nalogo izpeljali lahko dosti boljše kot jaz. Imate koga v misli pa to? Mi smo naredili tu nek nastavek. Problem je, da v Sloveniji politika ima nek tak toksičen preokus. Nihče se ne želi z njo ukvarjati, s tem, da pa stvari se pa same ne bodo popravljene. Mi vemo, da smo z sedanjo politiko vsi nezadovoljni upravičeno, ker bremza naš razvoj, bremza modernizacijo Slovenije, bremza to, da bi postali res neka taka družba, na katero bi bili ponosni, ampak vrsta ljudi, s katerimi govorimo, nas podpira, govorijo, super, to smo čakali, potem pa jim rečemo, boste kandidirati za poslanca, ne, to pa ne, to pa nikakor ne. Ampak nekdo mora, ne? Tako je. Bernard, se pa čujem, še nekaj bi vprašal, predno ti dam besedo, še nekaj bi vprašal gospoda Vodopivca. Zdaj rekli ste, da par ljudi vidite, ne, kot tak, ki bi recimo lahko vodili to stranko. Nekoga pa tukaj recimo imate v mislih.
Če zdaj katerokoli ime omenim, me bo zasovražil. Kaj ime vas bo zasovražilo? Kako misli, ta oseba vas bo zasovražila? Ta oseba me bo zasovražila, ja. Aha. Ja, ampak sej nekdo, ki želi... Se veste, tak posel, če se naredi v ozadju, ne preko medija, ne. No, zdaj vsej dva imena sta zaokrožila, ampak oba sta tudi zanikala. To je Janez Šušteršič, bivši minister za finance v vladi Janeza Janše, in pa profesor Matej Lahovnik, ki je čisto slučajno tudi naš komentator, ampak zdaj ga ni tukaj, pa lahko o njemu debatiramo. A sta zdaj ta dva v igri ali kako je to? Ona dva sta vsekakor na seznamu želja, mislim pa, da nista v igri. No. Mislim, da sta javno in osebno že to sta rekla, ampak se to veliko ljudi reče, pa si kasneje potem premisli pa tako, ne? Ja, zato pa smo mi rekli, da bomo zadevo nastavili, da ne bo časa zmanjkalo. Vsak ima še čas, da se premisli. Zdaj, gospod Bršič, oziroma Bernard, ker ste že bili tukaj, pa se bomo tikali približno, ne? Lejte, jaz imam tukaj, bom citiral, imam tukaj na tablici pripravljeno en del vaše kolumne, ki ste opisali v liberalizmu. Mislim, da je bilo to pred nekaj meseci, se uporabljali precej hude besede, recimo, da vas citiram, oznaka liberalec danes v Sloveniji pomeni psovko. Psovko in to upoštevajoč, spet citiram vas, početje politikov, verolomnih zlorabnikov liberalizma, od Janeza Drnovška do Gregorja Viranta je ta psovka čisto opravičena. Slovenski liberalizem je postal sinonim za previranstvo, klientelizem, kriminal in korupcijo, za ugrabitev države, vse gliharstvo in čaščenje multikulturnosti. To ste napisali, gospod, Bernard, še pred nekaj meseci, a se zdaj še vedno strinjate s tem vašim zapisom? Dejansko gre za najbolj zlorabljeno politično paradigmo v slovenskem prostoru. Njena izrazna moč je nična. Danes biti liberalec brez pridevnika je grozljivo. Če sem še bolj politično nekorekten, kot sem bil v zapisanem, bi rekel, da gre za zakokiranega zagovornika sodomije, ki je v procesu lastninskega preoblikovanja okradel slovensko državo. Skratka, nihče, ki je spodoben, danes ne želi biti označen za liberalca brez pridevnikov. Sam sem velik zagovornik liberalizma, vendar je treba biti zelo previden, kakšen liberalizem imaš v mislih. Namreč to, kar v Sloveniji poznamo, je psevdoliberalizem oziroma lažni liberalizem. Gre pravzaprav za ugrabitev pojma, za neko Humpty-Dumptyjevsko preimenovanje tovarišijskega kapitalizma, ki pravzaprav ni nič drugega kot socializem verzija 2.0 po slovensko. Če pogledate vse prvake liberalnih strank, so bili vsi praktično paradigmo liberalizma, dejansko so se pa obnašali kot socialisti. V nekem smislu imamo isto težavo kot Američani, namreč tudi v Ameriki, če me kakšen ameriški znanec mene označi kot liberalca, jemljem to v njihovem besednjaku kot psovko, ker misli seveda nekega psevdoliberalca, v bistvu nekega progresivnega oziroma socialnega liberalca, in to, kar smo mi imeli v zadnjih 25 letih, začenši z SMS in Janezom Drnovškom, pa tja do pojava previrantstva Gregorja Viranta, je, da so nam prodajali neko paradigmo liberalizma, dejansko so pa uresničevali socializem verzijo 2.0. In bojim se, da tudi ta podjem, v katerem danes govorimo, da bo neka reinkarnacija socialnega liberalizma, da bo veliko besed o zasebni pobudi, o privatizaciji, nizkih davkih, nizki javni porabi, na koncu dneva se bo pa sprevrglo v politiko iskanja rent, se pravi za morda socializem verzijo 3.0. Zdaj, gospod Vodopivec, to zdaj, kako bi rekel, ni ravno najboljša popotnica za pot vaše stranke. Se vi strinjate s temi ocenami, ki jih je zdaj povedal Bernard? Jaz zdaj upam, da ono pravilo, da so prisotni izvzeti, velja vsaj za oni del glede sodomije in lopovstva. Tu se res ne vidim. Pa mogoče bi jaz svoj odgovor začel tule.
Pokojnega Drnovška smo takrat, ko je bil šef vlade, vsi kritizirali, ne. Danes se nam vsem kolca po njemu. Ne. No, na lestvicah javnega mnenja se visoko vršča, ne? Bivših predsednikov, ja. Jaz mislim, da tule neko dogmatsko razpravljanje o tem, kaj je pravi liberalizem in kaj ni, ni na mestu. Mi rabimo politiko, ki bo pragmatično sprostila te klientelistične spone našega gospodarstva, birokracijo in tako naprej. Ne pa, da zdaj razpravljamo, kdo je v Ameriki pravi liberalec, pa kdo je v Sloveniji pravi liberalec. Mi imamo zagotovo razčiščene te pojme, kaj je klientelizem, kaj pa je daljši kapitalizem. Mi vemo, da je pomembno, da v družbi naredimo taka pravila, da bodo zmagovali tisti, ki so sposobni, inovativni, prizadevni, ne tisti, ki imajo boljše povezave z politiko, tako da te očitki niso na mestu. Je pa res, da za razliko od nekega takega ekstremnega liberalca pa seveda vemo, da globalizacija in tehnološki razvoj povzročata neke stvari, da razlike med zmagovalci in tistimi, ki niso zmagovalci, postajajo vedno večje in da je tu seveda vloga države, da te razlike deloma kompenzira. Ne. Zdaj jaz upam, da zato me ne bojo proglasili za socialista, lopova ali sodomita. Ne. Vsem bi to, recimo, kar se mene tiče, moje stališče je tukaj, bom rekel, zelo jasno, ne, da pač Slovenija zdaj kot Sahara vodo potrebuje neko tako klasično liberalno stranko. Ne, ampak vse me zdaj zanima, glede na to, kar je pač povedal Bernard, ne, pa kar ste tu zdaj vi odgovorili, ne, o čem se prav, ker Bernard je zdaj pač povedal, da je Prstan pravzaprav neko nadaljevanje zgodbe, ne, vseh teh kvazi liberalnih strank. Ne? Ampak zato me zdaj zanima, kakšne so recimo vaše garancije, da se bo pa vendarle Prstan recimo razlikoval, ne vem, od državljanske liste. Ne? Ker zdaj tukaj na hitro, ker vidim ta vaš iniciativni odbor, se nekateri ljudje ponavljajo, ne? Ki so bili prej v državljanski listi, so zdaj tudi tukaj v Prstanu. Ne? To pa verjetno drži. Kot prvo, pojem klasičnega liberalizma je pojem, ki je nastal v 19. ali pa celo v 18. stoletju, če gremo naprej do teh škotskih in angleških razsvetljencev, in mislim, da nima kaj veliko uporabnosti za današnji čas. No. Približno toliko, kot če se ukvarjate z klasičnim marksizmom. Ne. To so pojmi, to so časi, ki niso mogli predvideti, kako bo napredovala družba, kako bo napredovala tehnologija, kako bo napredovala produktivnost, kako bo napredovala ekonomija, kako bojo napredovali finančni sistemi. In mi se ne smatramo za neke klasične liberalce. Jaz po pravici niti ne vem, kaj to pomeni. Nisem nekdo, ki bi študiral doktrino. Po drugi strani pa tudi cilji morajo biti realistični. Ne. Za moje pojme zdaj, če date državljansko listo kot pojem nekega baobaba, zame je bila to takrat prva stranka, za katero sem po dolgem času za srcem rekel, to je nekaj, kar človek lahko voli. Ne. Žal so potem tekom vladanja naredili eno kardinalno neumnost, ne, ko so razdrli tisto koalicijo, v kateri so bili. Ampak nekaj takega programsko narediti, kot so oni, ne bi bilo nič narobe. Ne. To se pravi, Bojan, sam nikoli nisem verjel v model previranstva. Že v začetku sem bil velik skeptik, namreč program kot tak ni vreden papirja, na katerem je napisan, vkoliko ga ne uresničujejo verodostojni ljudje. In velik problem slovenskega liberalizma so te psevdoliberalci, so ljudje, neverodostojne osebe, ki v bistvu prodajajo nekaj, delajo pa nekaj popolnoma drugega. Tako da imamo, sicer je za pozdraviti vsak nov podjem, jaz sem zelo naklonjen novim strankam, vendar
če bi pogledali programske platforme liberalne, jo najdete že pri Novi Sloveniji, kjer gre za zelo zanimivo kombinacijo reinkarnata druge čikaške šole, cepljenega na tradicijo krščanskega socializma, se pravi, da imate zelo debel sloj krščanskega socializma, na to pa nek tanek sloj laka čikaške šole, libertarstva, udejanjajo jo pa neke ruralne pojave, tipa Ljudmila Novak in Matej Tonin, skratka osebe dubiozne, liberalne ga kreda. No, vse, koliko jaz vem, je del ljudi, ki je pripadal državljanski listi, tudi pisal ta del programa, ne, Nove Slovenije. Ja, to ti hočem povedati, da danes je zelo enostavno outsourcati programsko platformo, plačaš nekaj tisočakom prostitutom, ki ti napišejo zelo prepričljiv program. Ključen problem Slovenije ni to, kaj je za narediti. Vsi vemo, da Slovenija potrebuje sproščanje, da potrebuje nizke davke, da potrebuje razumno pravosodje, vse ostalo bo prišlo samo od sebe. Ključna težava je, kdo bo akter teh družbenih sprememb, in samo z zaklinjanjem na nek pragmatizem in na neke programe liberalne ne bomo naredili nič, kajti ključen problem je transformacija slovenske družbe, se pravi se spopasti s posledicami spodletele tranzicije. Zame vprašanje za 64 milijonov evrov leta 2017 naprimer je, kako vzpostaviti pravno državo potem, ko praktično v 25 letih tega nismo zmogli. Gospod Vodopivec, bi vam dal takoj besedo zdaj, ampak vam dal po oglasih, ker moramo zdaj to oglase, pa se vrnemo po koncu oglasnega bloka.